Čau, kako ste? Alenka je tukaj, pa Žiga je zraven. Danes v tem videu Danes v tem videu gremo celo malo na teren in sicer Žigan sva šla v Idrijo oziroma 2 km, če ne motim, južno od Idrije, kjer se nahaja ful slavno slovensko divje jezero. Ker se tiče divjega jezera, ful dolgo ste si želeli, da naredim ta video. V bistvu se spomnim, ko sem snemala video v Bohinjskem trikotniku, ko je bila pa kuj naslednja ideja, kao sem pa snemala v divjem jezeru, tako da sem probala stvari tudi od vas vedeti in ste mi pisali in pa je na koncu predstavljam tudi to, kaj ste vi meni napisali. Ne mene gledati, pa te zanima. Če ne bom veliko, bomo pešti. Jezernica. Čau, Alenka tukaj. V glavnem parkirala sva tukaj direkt pri jezeru, ker se da parkirati, ni skoraj nič hoje baje in greva tja. Ta jezer je od leta 1967, kaj? Koj tamle je jezer, videla sva ga že. Od leta 1967 je naravni spomenik, potem 5 let kasneje je pa tudi postal prvi muzej v naravi. Jej! Zdaj pa gremo. Zdaj, to jezero je toliko zelo zanimivo za vas in tudi zame iz približno 4 večjih razlogov. Prvi razlog je globina. Ta globina je zdaj tako. Jezero kot tako ni toliko grozno globoko, kakor pa dejansko rov, ki potem vodi ven iz tega jezera. In ta rov je tist, po katerem potapljači dejansko grejo v to globino in dosegali so globino dejansko oziroma nadmorsko višino, globino 160 metrov. Ampak ta rov ne gre napično dol, ampak gre tako ful poševno dol in v bistvu na to poševno smer so pa že odvili, mislim, da tam 420 metrov vrvi, kar pomeni, da so šli že pol kilometra delaš praktično. Niso pa še raziskali dna, zato mu rečemo tudi jezero brez dna, ker nimamo pojma, kam ta rov vod. Druga zanimivost je to, da je sifonskega nastanka. Žiga, Peca. Ok, ne boš vsem, ker je brez majice. Povej, kaj pomeni sifonskega nastanka. Ja, sifonskega nastanka pomeni, da voda priteka od spodaj noter, oziroma da če bi bil ti tam, kjer dejansko gre voda noter, te potegne noter in pol pač dejansko klele te ven plune samo. Tretja zanimivost tukaj je vse misteriozne smrti, ki so se zgodile tukaj noter. Po pravici povedano, jaz sem precej raziskovala in brala, ampak nisem našla točne številke. Sem našla samo par določenih, ki vam jih tudi v videu potem opišem, ampak predvsem gre za smrti potapljačev. Zelo zanimivost je to, da je tukaj zraven še najkrajša reka priključena v Sloveniji in sicer dolga je 55 metrov, reče se Jezernica. Kar ustrašila. Žiga, kjera reka je tatle? Jezerščica ali nekaj tacga. Ja, pač ne vem. Tamle je znak. Drugače pa tam je baje neka stena iz apnenca, ki pa naj bi nastajala že izpred 110 milijonov let, kar je bolano. Apnenčasta stena, saj ugotavljam, ker je tako lepo nagubana in gre gor. Koliko je to visok, Žiga? Približen, ti imaš boljše oči za to. 100 metrov. 100 metrov? Jaz rečem, da je 50. Kakor vidite po okolici, ta jezer je ful lepo urejen za okolico, pač ni nobena zahtevna pot, tukaj parkirate zraven gor in to je to. Zdaj pa vsem je ta jezer zanimiv zaradi tega, ker je nek biser Slovenije in znan je predvsem po tem, da je ful skrivnosten, ful je globok. Potapljači so pa tukaj dosegali maksimum 160 metrov globine, kar je grozen. Klaustrofobija na polno, ampak fora je, da če se hočeš tukaj potapljati, moraš biti ekstremno živavi bolj blizu hod. Ok, se pravi, tukaj je neka mapa divjega jezera in to, kakor midva pač gledava, je ful, ti ni jasno, kje tukaj ne bi bilo res toliko globok in če gledaš to tablo, vidiš, da gre ta rov potem ful po stran dol. Kam gre to? Tam ali... Pa če se hočeš tukaj potapljati, moraš biti zares izkušen potapljač. Pa je ta rov oziroma ta tunel, ta globina ni toliko zahtevna, je pa je ful lep šolski primer rova, katerega potapljači ponavadi
uporabil za potapljanje in raziskovanje kraškega sveta, ampak še vedno pride do nesreč, pač že itak, če se tukaj želiš potapljati, moraš imeti dovoljenja določena in moraš imeti neko zaščito, nek backup. Vedno se moraš potapljati z 2 jeklenkama, moraš imeti pravo dobro opremo in vse to. In zdaj včasih tudi, če to ljudje uporabijo oziroma potapljači, še vedno ne gre vse po načrtu. Kakšna je temperatura jezera čez leto? To sem ti že povedala. 7 do 10 stopinj, nekaj takega, v glavnem cel let je enaka temperatura, nič se ne spreminja kaj veliko. Poleti na površju pride do 16 stopinj, ampak nič kaj veliko več, tako da brrr. Anyway, zdaj hočeva ribe posneti, ker so tukaj tudi ribe. Jaz rabam na očala spet. Leče iz moje leče pikasi. Ja, sej bom, sam pa gledam prejšel. V glavnem življenje tukaj izgubili že več ljudi, jaz bom omenila po priimkih samo Gorkiča in Vidica, zaradi tega, ker sta bila to izkušena potapljača. Res oba sta imela vso to obvezno opremo plus dodatno opremo. V Sloveniji naj bi bilo sicer pa je po teh podatkih iz tega članka 10 zares izkušenih potapljačev, ker naj bi si sploh dovolili potapljanje v ta območje. Vidic je imel takrat tako dobro opremo, da bi se lahko potapljal s to opremo do globine 100 metrov, ampak on se je v tem primeru potopil do globine samo 31 metrov in se je že obrnil in šel nazaj. In njega so potem našli mrtvega na globini 18 metrov. Naj bi imel okrog noge zavezano vrvico in ta vrvica naj bi bila vzrok, da bi se, ne vem, ustrašil kakorkoli že in začel hitreje dihati in zaradi tega pospešenega dihanja potem zmanjka kisika, utoneš. Punca Patricija je meni pisala, da se je njen deda, ki je živel tukaj v Idriji, in pa njegov sin sta se šla kopat in očitno je teh nezabeleženih smrti oziroma smrti, za katere mi ne vemo več, ker preprosto ne bi se kopala, nista se potapljala in tudi so samo naslednji dan potem našli njuna trupla in niti ne dejansko v jezeru, ampak 2 metra proč od jezera, tako da očitno se zgodijo razne nesreče in ker so te nesreče velikokrat nepojasnjene, recimo ta zdaj, zato je to jezero tako misteriozno, kaj se tukaj zgodi, da pride do vseh teh nesreč. To mi boš ti pomagal, ampak tukaj, ko ribe kar skačejo ven. V glavnem, ko je deževje, ko recimo predvsem par dni pada dež na polno, pride do tega, da je prenasičena količina vode, nasploh, ker tu gre za kraški svet in vse to potuje od spod po kanalih in rovih in ni tako jezero sifonskega izvora, tako da voda potem bruha ven na površje in dobesedno, samo te tukaj zdaj na ekranu vam kažem ta posnetek, kako to zgleda in zna biti res srhljivo in vem, upam, da je vsem jasno, da če pridejo sem po takem vremenu, da definitivno ni varno. V glavnem, ker pa mogoče še niste vedeli, pa to tukaj za mano basically najkrajša reka v Sloveniji, dolga je samo 55 metrov, imenuje se pa Jezernica. V bistvu je to kratka in se ni tako drobna ali majhna, samo pač preprosto, če je velika suša, bo še vedno voda tukaj v jezeru. Sprav odtok iz jezera, v smislu te reke, pa lahko čisto popolnoma presahne. Pa sem par vaših sporočil, da vam zdaj kakšnega na hitro obnovim. To sem tudi sama zasledila, da so napisali knjigo z naslovom Zgodba o Benjaminu in skrivnostnem jezeru, o skrivnostnem divjem jezeru, ki je namenjena sicer otrokom, ampak je ful, ima dobro domišljijo, noto bujno domišljijo, pa je ful dobra zgodba, tako če koga zanima, imate tukaj to knjigo. Jezero je zahtevalo več žrtev, med njimi so tudi izkušeni potapljači, kot so Rado Pristov, Robert Klajnšček, Benjamin Gorkič. Mevajo, da je žrtev še več, a jih niso našli, globina naj bi bila 135 metrov, to zdaj že vemo, da je vsaj 160 metrov. Potem druga punca mi je pisala, je rekla, da tam je umrlo že kar nekaj potapljačev, večinoma dejansko zaradi njihovih napak, ampak je zelo zanimivo, da jih je bilo ful izkušenih. Mi je pisala, da pač ne veste za kakšne legende, ful si želim vedeti za kakšno legendo. Edina ena punca mi je napisala, da ta bruhanje in te mehuri, ki vam pridejo iz tega sifona, ki bruha voda ven, ne bi bila to neka pošast tam noter, ampak to sem dejansko slišala samo od enega človeka, tako da niti nič ne najdem, ne na internetu, ne v člankih, ne nikjer. Žal, če kdo ve, ne komentira. Predvsej ste mi pisali, hvala vam, čeprav ste se informacije ful ponavljali in zdaj ne bom vseh sporočil brala. Prišlo mi je prav, pomagali ste mi, če ne drugega, da vidim to, da ni nekih hudih zgodb po zadju in nekih dodanih vrednosti in legend in mitov, ki bi jih mogla raziskovati. Upam, da jih še najdem, ampak če ni. V glavnem, to je to za enkrat. Hvala, da ste gledali. Upam, da ni bil prekratek video, ker ni toliko veliko materijala. Se vidimo naslednjič, dajte se majte, ajčo. Prišli še do dna, želeli so tudi srečati človeško ribico tam, pa vse te možne postrvi. Ne, postrvi niso šli postrvi, tako je z mano. Potapljači so iskali postrvi v jezeru.
What the fuck?